Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je pri večini dopustnikov postala že obvezen del prtljage, vendar pa včasih ljudje od nje pričakujejo več, kot jim lahko zagotovi. Predlagamo, da še pred odhodom v tujino preverite, kaj zagotavlja kartica, da ne bo težav, če boste potrebovali zdravniško pomoč. Z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v vseh državah članicah Evropske unije ter v Švici, Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini in Avstraliji. Vendar pozor, zdravstvene storitve so lahko brezplačne ali pa plačljive, kar je odvisno od zakonodaje države, kjer začasno bivate in potrebujete zdravstvene storitve. V državah Evropske unije, kjer potrebujete zdravstvene storitve, ste izenačeni z državljani te države. V Bosni in Hercegovini in Makedoniji pa kartica omogoča samo nujno medicinsko pomoč. Opozarjamo, da so zdravstveni sistemi v posameznih državah različni. Nekatere storitve, ki sodijo v Sloveniji med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, niso nujno pravica tudi v drugi državi. Splošno pa velja, da Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije stroškov pri zasebnih izvajalcih. Tudi način uveljavljanja zdravstvenih storitev je v vsaki državi nekoliko drugačen. Zato si pred odhodom v tujino na spletnem mestu www.zzzs.si preberite, do katerih zdravstvenih storitev ste upravičeni v posamezni državi in kako jih lahko uveljavite. Kot imetnik kartice imate med bivanjem na ozemlju druge države pravico do vseh storitev, ki jih potrebujete iz zdravstvenih razlogov. Zagotovljena vam mora biti zdravstvena oskrba in zdravljenje, ki je potrebno glede na vaše zdravstveno stanje. Izvajalci pa niso dolžni zagotoviti nekaterih oblik zdravljenja, ki jih lahko opravite po vrnitvi domov. Sem sodi tudi večina zobozdravstvenih posegov. Dolgotrajnejše oblike zdravljenja, ki zahtevajo več obiskov pri zdravniku, prav tako niso združljive z začasnim bivanjem v tujini. V takih primerih so vam v drugi državi dolžni zagotoviti osnovno zdravljenje, potem pa vas, če je mogoče, poslati k vašemu zdravniku doma, ki opravi nadaljnje preglede ali oblike zdravljenja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste imeli težave pri uveljavljanju povračila stroškov za zdravljenje. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja sicer omogoča lažji dostop do zdravljenja v tujini, ne omogoča pa brezplačnega prevoza v domovino, če resno zbolite ali se huje poškodujete. Za te primere boste morali skleniti posebno zdravstveno zavarovanje za tujino z asistenco. Na spletni strani www.zzzs.si je po novem na voljo vodnik za uporabo Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Vodnik obsega splošne informacije o kartici, telefonske številke za klic v sili, informacije o vrstah zdravljenja in stroških, navodila za povračilo stroškov in kontaktne osebe, s katerimi se povežete, če kartico izgubite. Aplikacija za pametne telefone in tablice z operacijskim sistemom Android in Windows je na voljo v 24 jezikih, med njimi žal ni znakovnega jezika. Želimo vam lepe ter predvsem zdrave in varne počitnice, doma ali v tujini.